Drage kolegi, spoštovani gospod profesor, dragi mladi, spoštovani gospod rektor, dragi kolegice, dragi kolegi, tudi ste pozdravljeni na dnevih ZIF, dnevih Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete, ki jih organiziramo zato, da bi praznovali naše odlične znanstvene in raziskovalne dosežke naših znanstvenikov in raziskovalcev in da bi se veselili, občudovali in slavili najboljše izmed nas. In najboljši izmed nas je gotovo profesor Mladen Dolar, ki je dan letošnji dnevi ZIF so posebej slovesni, ki je tudi letošnji prejemnik velikega Šumijevega priznanja za življenjsko delo, priznanja poimenovanem po prvem predstojniku Znanstvenega inštituta in enemu izmed ustanovnih očetov tega Znanstvenega inštituta, legendarnem in ikoničnem profesorju, umetnostnem zgodovinarju Nacetu Dolarju, Nacetu Šumiju. Ptice letajo v jatah in veliki duhovi se srečujejo. In človeka ne nehajo presenečati in navduševati. Profesora Dolarja mi verjamem ni treba predstavljati, njegovo ime sega čez oceane in v 9. in 11. vas. Ko sem pa te dni malo listal po njegovih knjigah, ki jih imam doma, Gospod prihaja oblast, o govoricah, sredi koncerta, sem je nekako vtisnila misel, da mi boš popravil, če se motim, da je profesor Dolar filozof presežnega. Filozof humanega presežnega, ne teološkega presežnega ali božanskega presežnega, ni teolog, ampak je filozof humanega, človeškega presežnega, torej tistega, kar v človeku je in vendar človeka presega. In tri konstante tega človeškega, predčloveškega in hkrati več kot človeškega so, se mi zdi, in to je ena konstanta, ki se skozi vsa njegova dela in njegove spise ohranja in v katerim se on v svojih spisih posveča, pa so oblast, umetnost in seksualnost. Vse to troje v človeku je in vendar je več kot človek. In še tretja stvar je, ki bo pa tema današnjega predavanja in ki povzema vse tisto prejšnjo troje, to je oblast, umetnost in seksualnost, to pa so govorice. Dragi Mladen, neskončno smo ti hvaležni, da si naš profesor. Brez mandata vse, ki so tukaj in vse, ki so bili tvoji učenci, mislim, da si imeli 16 ali 15 doktorantov, kar je gotovo daleč največ, kar je profesor na filozofski fakulteti imel. Torej, že to je en podatek. Torej, brez mandata vse, ki so bili tvoji študenti, doktoranti, diplomanti, magistranti, mislim, da se ti lahko rečem, da smo ti hvaležni, da si naš profesor in smo ti naprej hvaležni za tvoje današnje predavanje. Zelo se ga veselimo. In čestitam za priznanje.
Najlepša hvala za to vabilo, najlepša hvala za te uvodne besede. Pri pohvalni besedi so vedno malo dvorezni več, ker nekaj načina, da bi zdaj ustrebil temu visokemu opisu. Postavljali smo malo nemogoč položaj. Vsej bi rad pozdravil gospod direktorja in ob tej priliki tudi želim uspeh na prihajajočih volitvah. O govoricah pogovora, to je sicer tema predavanja, ki ga ponovadi večkrat izvajam performativno, se pravi z igralcem iz Mladinskega gledališča, ki uprizarja vse možne osebe od Sokrata do Cervantesovih psov, Shakespearea in tako naprej. Danes žal ni mogel, je zaseden in tudi v bližnji prihodnosti se je izkazalo nemogoče, tako da bo moral malo v okrnjeni obliki to predavanje povedati. Se zanašati na lastne sile. No, govorice so gotovo nepričakovana tema, nenavadna tema za filozofijo. Hegel sicer pravi nekje, da filozofijo lahko začnemo kjerkoli, pomembno je samo, kako se to stori, tako da načeloma ni nobene teme najbolj še tako trivialna, ki bi ne mogla postati predmet filozofske obravnave, če jo ne privedemo do ravni pojma. Ampak ali lahko govorice zadobijo digniteto pojma? Prej se zdi, da imamo neko izključujočo alternativo, bodi se ukvarjamo z govoricami ali pa s filozofijo. Eno in drugo se izključuje. Kaj bi lahko bilo dlje od resnega posla dostojanstva filozofije kot govorice, obrekovanje, opravljanje, ubiranje, čenča, trač, človeka, klevetanje, blatanje, šušljanje? Je mogoče govorice privesti do pojma ali jim celo podeliti nek ontološki status, ali lahko govorice zadenejo biti. Ontologija, malo velika beseda za to. No, začnemo z eno anekdoto, kjer govorice zadevajo biti na neki zelo elementarni ravni, namreč s kvantno fiziko. Leta 1993 je britanski minister za znanost poznano, da bo s flašo šampanca nagradil tistega, ki bo preprosto, kratko in vsakomu razumljivo opisal, kaj je to Higgsovo polje in razopiti Higgsov bozon. Se veste, taki sledi kot The God's Particle, Božji delec, misteriozni osnovni gredik vesolja. In zmagal je profesor David Miller z University College London, ki se je te težavne naloge lotil takole, citiram: na koktel partiju lahko nastane vznemirjanje, ki se giblje skozi množico, če se kakva govorica širi z enega konca na drugega. Tisti, ki so najbližje izvornemu prenašalcu govorice, se sklanijo k njemu, da bi čim bolje slišali, potem bodo ti to govorico prenesli svojim bližnjim sosedom, kar bo zgostilo nov grost ljudi, nato pa se bodo vrnili na svoje začetne položaje, da bi to pretresali. Zgostitev množice se bo premikala z enega konca sobe na drugega, tako kot Higgsov bozon v Higgsovem polju. Skratka, najosnovnejši opis, kaj je to Higgsov bozon. Torej, videti je, da slovo na nivoju kvantne fizike ne moramo shajati brez govoric. Božji delec, da nikakor nekoč nič drugega kot govorica, ki se širi na najbolj elementarni ravni biti v subatomovskem svetu. Govorice nimajo nobene ontološke konsistence, so ravno tako brez mase, kot Higgsov bozon, in njihova funkcija je samo v tem, da povzročajo zgoščine, zbliževanje, oddaljevanje entitet, ki domnevno obstajajo pred tem, a mogoče je to retroaktivna iluzija, mogoče je paradoks ravno v tem, da te entitete sploh ne bi obstajale brez tega dodatka govoric, da rabijo to Božjo govorico za svojo subzistenco, da niso neodvisne od tega zgoščevanja, valovanja, ki ga povzročajo govorice. Skratka, širi se govorica o Božjem delcu, v fiziki se nekako ne marajo tega izraza, ampak izkaže se, da sam ta Božji delec ni drugega kot govorica. Ampak morda ta oddaljena analogija ni kar tako, čeprav sam nisem nekako vešč kvantne fizike. In mimo glede dodajam Peter Higgs, ki je lani umrl, probiran nagrajenec, eden najpomembnejših fizikov 20. stoletja, je slovel tudi po izjavi, da bi dan danes sploh ne dobil financiranja za svoje absolutno prelomne raziskave,
tako kot jih je v 60 letih, dan danes, ko je vse usmerjeno v neposredno aplikabilnost. Zdaj, ne samo humanisti, tudi fiziki bi težko preživeli v takih pogojih. Dobro. Filozofija je začela za ostro ločnico med tem, čemu se v grških časih reklo doksa in episteme. Doksa je režim mnenj, vsakdo ima pravico do svojega mnenja in pri mnenjih ni prave nujnosti, da bi imela trdno podlago, odvisna so od zasebnih pogledov, od okusov, preferenc in dalje mnenje ljudje privzemajo, ker so splošno razširjene, ker cirkulirajo in s tem ustvarjajo videz utemeljenosti. Če vsi tako pravijo, bo že tako. V nasprotju s tem pa je episteme tista vednost, ki je epistemološko utemeljena, ne stvar osebnih preferenc in splošne razširjenosti, ampak zasidrana stvari same. To je vednost, ki meri na resnico, osnovana mora biti na dokazih, na argumentih, doseč mora raven nepristranske objektivnosti, zavezujočnosti, v zadnji instanci morate meriti na logosu. Logos je konec koncev tisto, kar legitimira in garantira pravo vednost. In denimo, da je logos zgodne grško ime za to, kar bo Lacan 2500 let pozneje imenoval veliki drugi. Jamstvo za vednost do njeni univerzalnosti, zavezujočnosti, jamstvo za skupni prostor pomena. Recimo, da logos prvič postavil avtoriteto drugega, neodvisno od mitoloških in religioznih predpostavk. Ostra opozicija med doksa in episteme, med mnenjem in vednostjo, sega nazaj vse do sokratskih začetkov filozofije. Sokrat je bil konec koncev tisti, ki je svoje življenje preživel tako, da je razgreval mnenje svojih sobesednikov, kazal na njihovo luknečavost in izpostavljal njihovo arbitrarno naravo. Treba mu je bilo samo postaviti nekaj neprijetnih vprašanj in režim mnenj se hitro sesul. To je bilo njegovo pregovorno najljubše početje. Govorice pa so v primeri z mnenji pravzaprav na še nižjem položaju. V prid mnenjem je mogoče reči vsaj to, da jih ljudje jemljajo za svoje, da jih imajo za svoje dragocena posest, da so nanje celo ponosni. Jemljajo jih kot svoj lastni izraz in svoboda izražena mnenj je, kot pravijo, neotoljiva. Govorice pa najprej opredeljuje dejstvo, da jih nihče ne jemlje za svoje. Slišal sem, da govori se, da baje, pravijo, da ali angleška fraza the rumor has it, angleška fraza, ki izvrsta, kaj je ta it, ki ga imajo govorice. Pa je it, pa se v samem koraku lahko znajdemo pri Freudu. Govorice nimajo avtorja, anonimno krožijo, tako rekoč same od sebe in neosebno, kot sapica, ki postaje veter, postopoma narasta vihar, in to bo sicer ena od prevladujočih metafor pošiljenih govoric, osjetljivi vir te metafore pa je vredljivi. Fama crescit mundo, pravi latinski pregovor, govorice naraščajo v tem, ko se širijo. In ta pregovor izvira iz Virgilevih verzov iz Eneide. Ne vemo prav dobro, odkot prihajajo, se objavljajo nas in gredo dalje, a med širjenjem naraščajo. Govorice pa navadi nimajo izvora, ki bi ga lahko pripisali, človek, ki samo sliši, prinese naprej kot štafeto. Videti so kot kreacijo skoraj nihilo. Majhno zrnce se skozi gibanje spremeni v mogočno pošast. Govorice nimajo tvorca. Seveda so nove govorice zavestno proizvedene, sistematično razširjene, zlasti na današnjih časih, vendar lahko delujejo kot govorice samo toliko, kolikor so videti brez pravega avtorja. Njihov načrtovalec mora ostati skrit. A če nimajo avtorja, iz tega nikakor ne sledi, da so brez avtoritete, prav nasprotno. Kolikor so neosebne, anonimne in brez izvora, so toliko bolj obdarjene z neko neodgovorljivo, zabonetno ter dodatno avtoriteto. To, da bi se dogodila neka transubstanciacija. Ni dokazov, ni izvora, ni avtorja, nobene dejamstva, pa vendar se tako rekoč mistično pretvorijo v mogočno silo, ki se je zelo težko, skoraj nemogoče postaviti po robu. Čeprav so neutemeljene, vendar uspešno delujejo in njihova pregovorna učinkovitost videti kar v največjem nasprotju z odsotnosti tega. Vsi vedo, da je to zgolj neosnovana govorica, pa se vendar ne moremo upreti temu, da bi ne prisluhnili, povedali naprej in tako dopustili, da delujejo. Octave Menoni, v slovitem, da je že klasičnem tekstu izpostavil slovito formulo, saj vem pa vendar, že se vjeme kamena. In govorice tudi predstavljajo
vzorčni primer te formule. Saj vem, da so to samo govorice, pa vendar, mogoče pa le kaj na tem, ali pa je vse zabavno, zanimivo, nekdo od tega zaradi tega zmeni škripce, ne bom še jaz malo udeležen, pri tem se mi nič ne stane, čeprav seveda prav dobro vem, da za vsem tem ni nič. Ali pač. In kolikor govorice nihče ne jemlje za svoje, toliko tudi izvrstno ustrezajo neki drugi formuli, ki obsežno razvil Norbert Faller, virovanje brez nosilca ali virovanje brez imetnikov. Verjamemo samo, da drugi verjamejo, ne mi. Videti je, da govorice predstavljajo drugi obraz velikega drugega. Ne obraz logosa in resnice, temveč obraz neke entitete, ki je nihče nima za resnično, pa vendar neomajno deluje. Vsi so pripravljeni posuditi nekaj vidjetja ali verjave. Delovanje tega vprašljivega velikega drugega je na delu neka paradoksna inverzija. Bolj ko je nestanovitno, neutemeljen, nezamisljiv, brez prave opore, bolj predstavlja velikega drugega v čisti obliki. Instanco, ki velja in prevlada prav zaradi odsotnosti utemeljitve, ne na vkljub te odsotnosti. Velja kljub temu, da vsi prav dobro vedo za neosnovanost njene veljave. Tako je, kot da bi si stali nasproti dve plati velikega drugega, ki nimata skupne mire. Na eni strani drugi, ki naj zagotavlja trdno epistemološko fundiranost prave vednosti, zasnovano na logosu, stremečo k resnici, na drugi strani drugi, ki je osnovan samo na čenčah, brekovanjih, vetru, pa se vendarle uspešno prime. In to je poglavitna težava z govoricami. Primejo se pa, če to hočemo ali ne. Pustijo svoje znamke, napravijo madež, ki je videti neizbrisno. Obe plati sta brez skupne mire, toda ali ne bi nemalo otegnili biti tako, da je ta veliki drugi kot Janus z dvema obličjema. Janus, rimski bog, vse je upodobljen z dvema obrazoma, ki gledata v nasprotno smer, vendar sta trdno zraščena skupaj. Bog pragov, Bog meja in prehod. Tako bi rekli, veliki drugi in njegova esenca, ali veliki drugi in njegov dvojnik, ali veliki drugi in njegov simptom. V kakšne razmeri ne bi? Sokratova karijera je tako rekoč egzemplarično razpeta med ti dve plati velikega drugega. Po eni strani je bila njegova poglavitna ambicija v tem, da bi razgradil veljavo mnenj in usmeril na pot iskanja resnice, pravega spoznanja. Na drugi strani pa so bile prav govorice vir njegovega propada, izvir procesa proti njemu in nazadnje njegove obsodbe in usmrtitve. Ko je Sokrat leta 399 pred našim štetjem stal pred Atenskim sodiščem in na začetku svoje obrambe povedal sledeče. Med vami so se namreč pojavili številni tožniki, ki so nastopili proti meni že pred mnogimi leti in niso govorili nič resničnega. Njih se bojim bolj kot Anita in njegovih tovarišev, čeprav so tudi ti strašni. A še strašnejši so tisti možje, ki so mnoge od vas vzeli k sebi, pripričevali ter me obtoževali od otroških let, ne da bi bilo to karkoli res. Ti ljudje, Atenci, so razširili te govorice, to so moji strašni tožniki. Poleg tega je bilo takšnih tožnikov mnogo, da obtožuje že dolgo časa in to so vam govorili v tistih letih, ko ste jim najbolj verjeli, ker ste bili nekateri še otroci ali mladenči. Skratka, obtoževali so kar v odsotnosti obtoženca in nikogar ni bilo, ki bi ga zagovarjal. Najneumnejše pa je to, da ni mogoče poznati in izreči niti njihovih imen. Vsi ti, ki so vas pripričevali s pomočjo nevošljivosti in obrekovanja, nadalje vsi tisti, ki so se sami dali pripričati in so pripričevali druge, so posebno nedostopni. Saj ni mogoče nikogar od njih privesti semkaj niti uvreči. Ne, prav kot nekdo, ki se bojuje proti senci, se moram braniti in spodbijati njihove trditve, čeprav nihče ne dogaja. Dobro, zdaj se moram tu zagovarjati Atenci in v tako kratkem času poskusiti odstraniti z vas oprekovanje, ki ste ga toliko časa imeli v sebi. To so Sokratove besede slovite iz ekologije in ta situacija je exemplarna. Sokrat, ki se vse življenje boril proti lažnim mnenjem, zagovarjal pot k resnici, osnovan na logosu, bolj kot kdorkoli drug v zgodovini v tem mire ne postal model, resnik tega boja. Prav ta Sokrat je bil brez moči proti sili govoric
ki so se širile proti njemu in so bile popolnoma neosnovane, kljub temu pa so privedle do obtožnice, procesa, obsodbe in smrtitve. Sokrat bi si bil zlahka bojeval proti vidnim nasprotnikom, a nisem mogel boriti proti številnim nevidnim, ki so utrli pot za vidnim. To je bila borba s sencami, ampak sence so zmarali. Drugi obraz velikega drugega, zasnovan samo na govoricah in na prekovanju, se je izkazal za močnejšega, poslavljenega prvega obraza, zasnovanega na logosu, epistemologiji in resnici. Izkazalo se je, da je logos nemočan proti govoricam. Obravna je bila za nam, anonimni glas je porazil najboljše argumente. To je ikonični primer. Drugi veliki drugi je močnejši od uradnega in slavljenega. Govorice ne so še tako trivialne in neutemeljene, imajo moč, da ukanijo logos in celo najmodrejši izmed vseh ljudi. Za takega je Sokrata razglasil delski orakel in moral priznati poraz. Latinsko reklo pravi audacter calumniare semper alicet heret. Pogumno oblikuj, vedno se bo kaj prijela. Naj bodo govorice še tako neosnovane, vse ga pustijo v matež. Nekaj se vedno prime, če tudi ni njihov imel absolutno nobene resnice. Potem je tudi moment škodoželjnega užitka v lahko pridobljeni moči, ki jim je to daje na dolini. Orožje oblikovanja lahko brez skrbi vihtimo na vse strani in gotovosti, da bo vse le uspešno zadelo cilj. Tu kot je na delu nekakšno magično mišljenje, nežvirovanje, da imajo besede to moč, da obeležijo, nadežujejo svoj referent, tudi če so brez vsake podlage. Kar z govoricami pripišemo ljudem, bo začelo delovati kot njihova tako rekoč realna lastnost. In nobena argumentacija tega ne bo mogla posebno izbrisati. Govorice vedno postavijo svoj tarčo v defenzivni položaj, obrekovalcu ni treba ničesar utemeljevati, obrekovancu pa še takšno utemeljevanje ne pomaga. Onus probandi, breme dokazovanja, ni na obrekovalcu, temveč je preverzno, prevaljeno na žrtvo. Tudi je na delu nek nezavedni magični mehanizm, kauzalnost, po kateri je mogoče aplicirati reči zgolj z besedami. Tukaj dodajam na fusnotno, zdaj nedavno, teden 2 nazaj sem prebral eno knjigo, roman, ki ima naslov The Lumo Game, avtorja Thomas Mullen, šel v Lani. In res je, da sem bral za naslov, če se že hvala z govoricami, se nisem mogel prebral knjige s tem naslovom. In nakratko, ena od protagoniste je novinarka, roman se dogaja v Bostonu leta 1943, sredi vojne. In ena od protagonist je novinarka za Boston Star in piše kolumno, ki se reče The Rumor Clinic, klinika za govorice. Skratka, kolumna, ki naj poskuša preveriti odreč vse govorice, ki se v teh paranoičnih vojnih časih na veliko širijo. In historično je celo res. Res obstajajo take oblike in res so se začele v Bostonu, v časopisu Boston Herald. In v nekem trenutku, pustimo roman sicer v strani, se na redakciji pojavi vladni agent in ukaže, da reče, da se opis s tem nemudoma preneha. In citiram zdaj iz tega romana. Širi se vse sorte norih govoric. To je zelo nadležno, ljudje delajo in govorijo neumnosti. Ampak to je samo od ust do ust. Širjenje takih govoric je počasno. Ampak ko te govorice natisnete in ko jih vaš časopis distribuira širokemu bralstvu, če tudi mislite, da jih s tem ovržete, se bojim, da si ljudje zapomnijo le govorice, ne pa dejstvo, da je neresnično. Pri tem pravite, da je govorica lažna, ampak s tem, in to pravite, zgolj širite laž. Your act of telling them that is merely spreading the lie. Navajam, ker nekako neposredno spominja na naše čase, ker še takšen fact-checking deluje neučinkovito. Ne še tako, da delamo fact-checking, tisto, kar se bo širilo, je še vedno laž. Zdaj, po tej neustavljivi in neupotljivi moči govoric priča dolga zgodovina.
ki je obenem pretežno zgodovina jadikovanja in tožb nad globoko krivičnostjo njihovega mehanizma. Govorice zadanjajo povsem nedolžnega človeka, ki se nadoma znajde v položaju, ko zaman dokazuje svojo nedolžnost, če tudi vsi vedo, da so neresnične. In je vendar uspelo uničiti nedolžnost, čeprav človek ni zakrivil ničesar. Vsi vedo, da ni nič na tem, obenem pa tudi vsi potihoma verjamejo, da mora že kaj biti. Ima beseda ne le moč, da opiše referent, ampak da obenem proizvede nekaj, če se nekaj prej ni bilo. In v kulturni zgodovini ne manjka tarnjenja, glede tega, in tukaj lahko podam nek zelo kratek štelkurs iz zgodovine govoric. Samo za par vzorčnimi primeri. Najprej vam dajem primer iz Shakespeare, nakratko, mogoče najslavnejše mesto. Pri Shakespeare je še ducat mest, ki je govora o govoricah, ampak ustavil se bom samo pri Hamletu. Pri tistem prizoru, ko Hamlet po svojem velikem monologu naleti na Ofelijo in jo naslovi v tonu, ki je presenetljivo nasilen in kjer ne manjka eksplicitnega žaljenja. In med drugim mi reče tole. Če se poročiš, ti dam za doto prekletstvo. Če tudi krepostna kot led in čista kot sneg, ne boš ušla obrekovanja. Pojdi se ustano, z Boga. Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny. Seveda še takšna čistost, taka nedolžnosti ne boste rešili, ne more se zaščititi pred oblikovanjem, pred govoricami, in to je edina zastrupljena dota, ki jo poda Hamlet, za njim prihodni zakon. Ne more ostati čista na tem umazanem svetu, zamazane bodo umazane besede, in videti je, da je samostalno edino zatočišče pred tem. Toda situacija je dvomna. Ali Hamlet res hoče obravati njeno nedolžnost pred vso odplakov na zemljo govoric, ali pa ne mora tako, da samo formo svojega naslavljanja on sam proizvaja omadeževanje, pred katerim jo domnevno skrbi. On sam izdaja ta madež, od katerega se ne bo nikoli pomogel. Pa ni tako, da je on, njen ljubimec, vir obrekovanja, pred katerim naj bi jo ščitil. S tem, da jo implicitno obravnava kot račugo in jo pošiljajo samostalno. Gnadari je bila tedaj eufemistična oznaka za bordel. Kako ne bi pri tem obvarovali še tako trdnih samostanskih zidov? Krepost se ne more izmakniti klevetam, ampak s načinom, kako je daje to svarilo za doto, dejansko Hamlet sam docela zamaže njeno krepost. To je zastrupljeno dota. Da prizor je nasilen, krut, da nami nekako drastično razgrine od Hamletovo rezervarno, antagonistično naravo kot znamenje, še eno znamenje, kot njegove antagonistične figure ob zniku moderne dobe. To je tisto, kar vodi Shakespeare prognozo. Ostal bom samo pri tem kratkem primeru, Shakespeare moče reči precej več. Po drugi primer je iz času razsvetljenstva, 170 let pozneje. Začel sem z logosom, kot spostavitev avtoritete nekega drugega, artiki, propoziciji z mnenjem in govoricami, in je recimo, da v času razsvetljenstva tašno vlogo odigrala avtoriteta uma, oprta na napredek znanosti in na zahteve po demokraciji, človekovih pravicah in tako naprej. In tu je samo nekaj primer iz tega časa, ki posebej zadeva govorica, in popularni primer, namreč iz Severskega pljuvca, ki je nastal na vrhuncu razsvetljenstva. Le Barbier de Séville je bila sprva komedija, ki je napisal Pomarše, prvič je bila uprizorjena leta 1775 z neznanskim uspehom. To bila ena najuspešnejših razsvetljenskih komedij, paradigmatska komedija iz tistega obdobja, ki je vodila v francoski revoluciji. In postavil se bom samo pri operi, ki jo je napisal Joaquin de Rossini 40 let pozneje, 1816, Le Barbier de Séville, ki je postala ena najuspešnejših in največkrat uprizorjenih oper v vsej operi zgodovini. In tu nas zanima samo en prizor, namreč Don Bartolo, ki je soprni starec, se hoče poročiti svojo mlado varovanko Rozino in ima mogočnega konkurenta Dobrofo Emavivi, ki je zaljubljen Rozino.
V tem prizoru Don Bartolo povpraša za nasvet svojega starega prijatelja Don Bazilija, ki je najboljšega načina, da bi se sledil svojega rivala, in Don Bazilio ima en sam nasvet. Obrekovanje, kleveta, na kalumnjo. Obrekovanje lahko vsakogar uniči in tu potem smo ta slovita arija, najbolj razupiti hari za bas bufo, v kateri ta pompozni Don Bazilio poje večno slavo nepripustljivi moči klevet. Kleveta je kot vetrič, kot mehna sapica, komaj zaznavno, lahko sladko začenja z prebranjem, včasih prešendo do vrhunca fortissimo, kjer ta sapica privede do eksplozije, do strela iz kanona in je kot potres, kot ujma, kot kušč, ki zatrese vse na okolje in vlogi v digitalni vevež pod pezo javnega zgražanja nesrečno konča. Vem, koliko vas je ljubitelj operne razsede, nek minorni, upadajoče zanimanje. Če poznate slovenskega brivca, veste, o kateri ariji govorim. In opozarjam, da je slovenski prevod te arije, ki je pisal Niko Štritov, izjemno, ker je največ stvar hotel prevesti na slovenščino Koseskega. Moč klevetbe je polna hlimbe in skritovajstva. Sika, pika in urlika, naja, graja in rasaja. Skratka, da vsi duša. Slovenski prevod je boljši od originala. Zdaj, imaš tam glavno prevedbo? Ja, ta odlomek je pa red prijatni. Imamo še dolgo pot, tako da sam. Tako se ostavljam predolgo pri Rosiniju, čeprav je meni zelo pri srcu, seveda. Poanta, do katero hočem prideti, je preprosta. Ta arija je največja himna hvalospev voda, pa negiri k obrekovanju, ki je bilo zdaj napisano. Obrekovanje in govorice niso ravno videti kot primeren predmet čaščenja in opevanja, ampak našel si tako močni junak, ki je vzel naše to težko nalogo v teh najbolj znanih, duhovito napisanih basovskih arij. Škoda nima Blaža, ki bi vam to zapel. In arija se pač kot rečeno konča piano in na to počasne krešenje narašča do klimaksa, do fortissima, komankol pa di kanone. In se izteče v tem posmehljivem tonu, zlohotnem, skoraj sadističnem uživanju na neogibno pogubo te nemočne boge žrtve z njegova smrtja v originalni zadnji beseda. Prepar, pač kreativite. Poanta, do katerih hočem prideti, pa je tale. Da je to obdobje razsvetljenstva, njegov najvišji razmah in ta primer navajam kot protiprimer, ki so prepili v sobi. Dobo je preveval optimizem, ki se je zanašal na neustavljivo moč uma. In tako smo v tej igri pričali temu, kako so strašne, tako opevane sile govorice in oblikovanja nazadnje poražene. Gotovo največja ironija v tem, da po vsej tej veličastni prepričljivi hvalnici in oblikovanju to nazadnje bedno pogori. Prava ljubezen zmaga, zahrbte zdohotne spletke Ancien režima na koncu propadajo, z odločilno pomočjo zvijačnega Figara, tega premedenega služabnika, tega self-made man, ki ne znanje novo dobo. Skratka, kjer Sokratu ni uspela, je uspela Figaro. Sokrat se ni mogel kosati sencami, Figaro pa je dovolj zvit, da jih lahko premaga. In še več, služabnik lahko porazi gospodarja svojo bistroumnostjo in prekanjenostjo. Zvijačnost uma je na njegovi strani. Izporočila nazadnje, oblekovanje in govorice je mogoče premagati. In to na ozadju razsvetljenske vere z znakovito moč uma, ki je lahko kos celo tako nepremagljivi moči. Zmaga nad svojo senco, nad svojim dvojnikom, prvi veliki drugi porazi drugega. Trenutek razsvetljenstva, trenutek optimizma. Ampak ne za dolgo. Moj naslednji primer je v pričakovanju pač predvsem manj optimističen in nas privede do modernih časov. Prvi stavek Kafkovega procesa se glasi takole. Nekdo je moral Jozefa K. počrniti. Zakaj ne, da bi bil storil kaj slabega, so ga nekega jutra prijeli. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. In za verleumden nam slovar ponuja obrekovati, učrniti, oklevetati, omedeževati, grdo govoriti o tom.
to je eden pač najslavnejših otvoritvenih stavkov v vsej svetovni literaturi. Spravi, na začetku je bila, kaj? Ne beseda kot v Bibliji, ne dejanje kot v Faustu, na začetku je bilo obrekovanje, na začetku je bila govorica. In tu imamo v paradigmatski obliki dve verziji velikega drugega. Na eni strani na začetku je bil logos, na začetku je bila beseda, kot Janezom v Evangeliju, nasproti, na začetku so bile govorice. Tudi govorice so besede, ampak je faktično ravno ne beseda, ne logos. Spravi, dve vrsti besede si stojita nasproti. Na začetku je bila beseda, a katera beseda? Logos ali govorica. In če pobliže pogledamo ta stavek, vidimo, da pravzaprav niti ne trdi, da so bile na začetku govorice, ki so se res širile. Nekdo je moral odčrniti, nekdo je moral širiti govorice. Spravi, govorice so predmet sklepanja, predmet domneve, predmet hipoteze. In lahko bi predlagal tole parafrazo, širijo se govorice, da je nekdo širil govorice. Spravi, ta stavek postavlja nekaj takaj kot metagovorica, govorica o govoricah. Na začetku je bila govorica, ampak še ta je predmet govorice. Zdaj, govorice po definiciji nimajo avtorja in stavek navaja nedoločnega nekdo, jemant, ki ga ni mogoče identificirati. Govorica prihaja od nikoder, ampak vendar vse pripravi. In položaj Jozefa K. je pravzaprav analogni položaj Sokrata. Tudi Sokrat je bil žrtvom govoric, ki so se že dolgo časa anonimno valile naokoli, privedli do obtožnice, do procesa. Ampak v Sokratovem primeru vse vemo, kaj so te govorice bile in če so ga obtoževali. Hvaljenje mladine, nespoštovanje bogov, nespoštovanje modlitve Bonesa. Pri Jozefu K. pa je nenavadno to, da nikoli ne izvemo, če so se govorice odločile, kaj so insinuirale, kaj ne bi bil zagrešil Jozef K. Tako sploh nikoli ni bilo, Jozef K. ni bil nikoli ničesar obtožen, ni bil na obtožnici in pravzaprav ni bilo niti procesa. Nikoli ni imel priložnosti, da bi lahko pred sodiščem predstavil svojo apologijo, tako kot bi to lahko storil Sokrat. Ampak ljudi različni usodi se stikate na koncu, v eksekuciji. Ko Sokrat pije to veliko, Jozefa K. pa zagodejo psa, vijen hund. Če naj po prve stavke citiram še zadnjega. Oba sta bila nazadnje usmrčena na podlagi nečesa, kar se je zdelo, skoraj, kar se je začelo zgolj kot govorica. Neznatno vzrok, ampak neznanski učinek. Pri Kafki imamo opravka najbolj za najbolj fatalno verzijo govoric. Govorice stojijo v izvoru, na začetku, na mestu odsotnega začetka in niti jih ni potrebno specificirati, niti treba vsebinsko opredeliti, da bi delovali. Dovolj je govorica kot taka, govorica nasploh, govorica v čisti obliki. Vse, kar je mogoče reči, ne je samo to, da je nekako upiranje odsopet Jozefa K. In tu imamo pred seboj tako nekoč destilirano obliko drugega obraza nekega drugega. Da bi lahko deloval, ne potrebuje niti vsebine. A vendar že ta ništac zadošča za sprožilni moment, da sproži proces, ki ga ni mogoče ustaviti. Kar je na začetku le govorica, to prevzameta svoje okrilje zakon in sodišče in to neznatno izhodišče pojačate in okrepite v mogočni vihar, v katerem ni možno obrambe. Kako ne bi se kdo branil, če sploh ni nobene obtožbe? Senčna stran velikega drugega je vse prisotna, stran možnosti pa se je potuhnila in izpohtela. Sodišče, institucija zasnovana v zakonu, zadnji instanci na logosu, garant logosa srednjih konfliktnega družbenega kaosa, domnevno nepristranski veliki drugi, sodišče postane talec te druge plati, talec govorice. In sodišče je izmikajoča se identiteta, tako kot grad od Kafke. Vse prisotno, vendar nikjer ne moramo zares lucirati, kjer videti. Zdaj, te govorice, to obrekovanje, to občrnitev, differlandung, ta sprožilni moment, je omenjen samo enkrat in to samo v prvem stavku. Roman se nikoli ne vrne nazaj k temu domnevnemu izvoru procesa in ne ponuja nobenih namigov glede tega, kdo bi utegnil biti isti nekdo. V tem slavnem prvem stavku pa je nekaj nenavadnega. Namreč celotni roman je napisan z perspektive Jozefa K. vse razen prvega stavka. Sprej domneva o tem, o nekom, ki
ki da je očrnil v ZPK, ni predstavljeno kot domneva samega, ki je stavek napisan stališča objektivnega pripovedovalca. Ta predeljevanje tudi zatrdi, da kar ni storil ni slabega. Pa še to ne zaresno. Če pobliže pogledamo strukturo nemškega stavka, vidimo, da je glagol v konjunktivu se glasi ohne das etwas Böses getan hätte, kar pomeni, da sam govorec ne zatrdi, da ZPK ni storil še slabega. Ne da, domnevno, sam govorec se distancira od tega, kar za tem konjunktivom. Spravi prvi stavek ne trdi niti tega, da so se zrešili govorice, niti tega, da je kazal res dolžen. Malo je manj mogli prvi stavek, ki tu zgleda tako enostavno. Gotovo je sem to, da so ga prijeli. In kakor govorim, ta objektivni pripovedovalec ostane samo toliko časa, da vrže prvi kamen, potem se omakne in pot naprej vsi vidimo samo skrajnimi ključnimi. Dobro, toliko na hitro o Kafki. Preden pridemo do sodobnih časov, da ne vedem še en primer, ki je povsem drugačna vrsta. Med večine referenc na govorice spada v kategorijo dedikovanja nad njihovo neustavljivo močjo, do te mere, da so te elementacije postale kliše. Ta primer pa se loti stvari s povsem drugega konca. Gre za odlomek iz Cervantesovih zglednih novel iz leta 1613, zgodba, ki nosi naslov Poročna prevara, Casamiento engañoso, in vsebuje del, ki je zelo zaslovel kot pogovor dveh psov. In ta pogovor dveh psov je sicer paradni konj klasične španske literature. Eden od protagonistov te zgodbe se znajde v bolnici, kjer z visoko vročino v deliriju v sredi noči prisluškuje pogovor dveh psov in ga svojim odličnim spominom v naslednji dan zapiše. Odličen spomin pa je imel, ker je jedel veliko mandljev in rozin v nas se danes. Ta dva psa, Scipion in Berganza, hočeta drug drugemu povedati zgodbe svojih življenj v tišini izboka noči, ampak psa niso to živali v glasni, ker živali pač govorijo, ne kaj posebnega. Dva psa se zavedata, da je dar govora nekaj nenavadnega. Da skozi dialog vsem in tja razglabljata tudi o naravi jezika, njegovih funkcijah, njegovi moči in njegovih plasteh. In Berganza pripoveduje Scipionu zgodbo o svojem pasem življenju, o pripetljavih različnih gospodarji in pri tem se ne more izogniti temu, da ne bi zabredel v govorice, obrekovanje, čenče, tako da ga drugi pes Scipion večkrat opominja, da naj se vendar tega vzdrži in ne bo na vse previdno s to platjo jezika. Zato Berganza odgovori takole, citiram. Resnica je Scipion, da mora veliko veriti tisti, ki se želi 2 uri pogovarjati, ne da bi ga zaneslo v oblikovanje. Res je, da sem žival, to da pri sebi vidim, da mi po nekaj stavkih na jezik takoj začnejo prihajati besede kot mušice na vino in prav vse od njih so zlobne in obrekljive. Zato bom ponovil, ker sem že prej povedal, zlo početje in govorjenje smo podedovali od svojih prvotnih prednikov in se ga napili z materinim mlekom. Se vidimo, kako otrok, ko ga osvobodimo omota, katerega pobijamo kot dojenčka, dvigne roke v zrak, kot bi hotel pokazati, da se želi maščevati z žalitev, ki mu je bila po njegovem storjena, in s prvnimi besedami, ki jih izreče, svojo doživljo ali mater pozmerja skupaj. Konec citata. Se nas. To je gotovo najbolj intrigantnih citatov o prvotni funkciji jezika, prvih besedah, kakšna točka nedolžnost, kaj bi bila prva stvar, ki dojenčko pade na pamet, če se pregovori o svojo mater zmerja skupaj. In če sledimo temu rezoniranju in potem govorice o oblikovanju, psovanja, niso kakšna postranska obžalovanja vredna devijacija od normalnega delovanja jezika, ampak neka njegova temeljna funkcija. Ni jezika brez govoric. In to v trenutka kot premosta. Ni nobene funkcije referiranja, neutralnega opisa, objektivnega poročila, brez tega, da se ne bi vse to takoj pretihotapila sled obrekovanja govoric in psovanja. V tem pogledu
ne bi veljalo obratno od tega, kar običajno prevzeto, običajni funkciji jezika, da nima komunikacije in informacij, že predhodi neka bolj temeljna drža, ki zadeva oblikovanje, govorice in psovanje. Govoriti se pravi govoriti zlohotno. Govoriti se pravi obrekovati. Govoriti pomeni počrniti koga, psovanje od konca prihaja od psa. Kam bi v vršlišče se držali samo preverjenih informacij in trdnih trditev? Če bi se držali trditev kot the cat is on the mat, ki je stavek tako ljub analitični filozofiji. Na tej perspektivi sta komunikacija informacije zgolj poskus udomačitve, pokritja, neutralizacije tega, kar jezik izvorno je v svoji minimalni funkciji, namreč obrekovanje. Jezika ne rabimo zato, da bi sporočali informacije, temveč da bi širili govorice in obrekovanje. Tisto, česar živali ne zmorejo. Roman Jakobson, eden največjih lingvistov, je svoj čas predlagal osnoviti 6 funkcij jezika, ampak med njimi ni funkcije obrekovanja. Lingvisti so preveč vljudni, idealistični, preveč verjamejo v komunikacijo. Cervantesova psa pa imata bolj realističen pogled. Po enem pogledu na jezik so se ljudje v osnovi naklonjeni, hoče komunicirati, hoče sodelovati, izmenjavati koristne informacije. Po drugem pogledu, ki ga prizameta ta dva psa, pa se ljudje v osnovi sovražijo, jezik uporabljajo kot orožje, komaj čakajo, da bi obrekovali in se psovali, drugega prizadeli, žalili. Komu ne verjamemo? Jakobsonu ali Berganci? V tej dilemi. Slavnemu lingvistu ali Cervantesovemu psu. Po stališču, ki ga izpostavljajo Berganci, zle besede in dejanja, zlobo, oblikovanje pridejo same od sebe, pijemo jih že z maternim mlekom, izvirajo od naših prvih prednikov, od prvih staršev, primera spadec. In pozadnji prisvojila ideja izvirnega greha, ki ste jo storili Adam in Eva, in ker smo vsi njuni potomci, smo vsi pač dediči tega izvirnega greha in je to ta spontana zlohotna naklonjenost. Zdaj v starem slovenskem prevodu iz leta 1951, se imamo novega, spred parih let, je na tem mestu neverjetna opomba, ki je nas prijazni prevajalec, dr. Anton Biljak, opozori, da ta dva kužka sta vendar živali in da torej ne izvirata od Adama in Eve. Tako da nismo mogli pododati izvirnega greha. Iz če se lahko potegnemo sklep, kaj? Da je sam jezik naš izvirni greh. Sam jezik je naš padec. Tako je dar govorice tudi psa obeležil z izvirnim grehom. Da je dar govorice obeležil tudi dar za govorice. In je to pač ta težnja govorice, da samodejno zdrsne v govorice. Težnja k temu, da je njena osnovna funkcija širjenje, obrekovanja in psovanja. In da ne moramo govoriti niti minute, da ne bi ta ničena funkcija prišla na planu, kakorkoli se že trudimo. Ni neutralne komunikacije, ni neutralne informacije, nobene govorice brez govoric in to že vse odpadca naprej. Ni govorice brez govoric in slovenščina v tem pogledu zares nenavadni jezik, ker besedi govorica so parativ jezik in obrekovanje. Govorica lahko pomeni splošno jezikovno zmožnost, dar govora, dinamični termin, ki zaobsega tako jezik kot govor, lahko pa predvsem v množini pomeni klevetanje, obrekovanje. Razlika ponavadi teče med edinsko in množinsko rabo, ampak nimo, tako rečemo, širi se govorica več. Tako da bi šlo tako rekoč za neko spekulativno enotnost enega in drugega, skrivno sovpadanje, za nerazločljivost obeh plati nekega drugega. Ni govorice brez govoric, ampak nikjer bolj kot v slovenščini. In vidite, da v slovenščini v tem pogledu izjemno, ker vse druge etimologije rabijo neke metafore. Recimo hrup ali upitje, angleško rumor iz francoskega remor, kar izhaja iz latinskega rumor, pomeni hrup, upitje, ali mrmranje v špaškem murmuracion, ali glas v srbohrvaščini glasine, ali klicanje, nemški gerücht, izhaja iz rufen, ali sluh, v ruščini se reče sluhi, in kot kaže se samo v slovenščini dar govora samodejno stapja zdravo za govorice, tako da je ni mogoče prav razločiti. Bi lahko rekli, da je v slovenščini sama govorica metafora za govorice.
ali pa obratno, da so govorice metafora za darkove. Mogoče pa bi pojasnil kakšno posebnost slovenske zgodovine. Dobro, treba je potegniti jasno razliko med psovkami in govoricami, ker je v tej pasji teoriji govorice zmegljeno. Koliko so psi pač po naravi bolj nagnjeni psovanju. Psovke so zalučene v sobesednika, adresati govore, tako kot dojenček svojo dovoljo ali imamo z nekaj skupno. Govorice pa po svojem pojmu zadevajo ljudi, ki so odsotni. Ni mogoče oblikovati prisotnih. Osnovane so na skupnosti govorcev, ki se formirajo na račun drugih, ki niso prisotni. In jih je pravzaprav mogoče pač oblikovati. Spravi, govorice tvorijo vedno in grup nasproti outlook, notranje skupine nasproti zunanje skupine. Govorice so tako rekoč posredovalna psovka, psovka, ki se iztrgala iz neposrednosti govorne situacije in je preložena na referenco na odsotno. Psovka ne beljava. To je toliko lažje iz jezika, kar se ne treba direktno soočiti. Kot popularnost oblikovanja. Spravi, oblikovalci tvorijo skupnost, ki je utemeljena na izključitvi in oblikovanju tretjih, ki so prikladno odsotni. In zato lahko zagotavlja neko domačnost, varnost, ki tvori vezivo, ki povezuje obrekljivo skupnost. In to je nemara, recimo, libidinalni naboj govoric, kjer se naklonjene vezi notranje skupine krepijo skozi moment agresije, škodoželjnosti do izključenih. Tja do drastičnih sodobnih oblik, kot je kaj sem kažel. Nemara je celo specifičen akt človečnosti in v prehodu od psovk k oblikovanju. Psovke je še mogoče dojeti kot podaljšek sovražnosti, groženj, ki si jih izmenjujejo živali. Govorice pa so specifično človeška funkcija. Uvajajo to odsotnost, agresivnost zoper odsotne, ki omogoča pravni jezik. In če se zdaj ozremo nazaj na to rdečo nit, ki sledimo namreč na razmerje med oficialno in senčno protjo velikega drugega, v blogoslovno kleveto, potem vidimo, da po pasji teoriji govorice senčna stran tako rekoč predhodi objektu. Senca predhodi tistemu, česar senca naj bi bila. Tako nikoli nima opravka z velikim drugim, ki ne bi bil že od samega začetka okužen svojo senco. Tako da oficialna plat pride prepozno in skuša prikriti senco, ki predhodi, ampak je nikoli zares ne uspe. Ne se še tako prizadeva prikazati kot zgolj senco, kot deviacijo logosa, njegova nesrečna zastranitev, preključno zabloda. Plat logosa se poskuša prikazati kot čista in krivzdignjena, krivdo za deviacijo pa veli na svojo zlobno senco. Psa v nadaljevanju mimo grede ne vržeta tudi svojo teorijo filozofije, logosa, njenega razmerja do obrekovanja. In tako Scipion Grandi Breganci, citiram, previden bodi Breganca, da ta želja po filozofiranju, ki te nenadoma obšla, ni morda hudičeva skušnjava. Najboljša maska za obrekovanje, s katero obrekovalec prikrije in umili svojo pokvarjeno zlobo, je, da za vse svoje izjave trdi, da so filozofske modrosti. Tako postane grdo govorjenje o nekom grajenje, razkrivanje slabosti drugega pa dobronamernost, moralna dobronamernost. In ni obrekljivca, ki si v življenju, če ga dobro pogledaš, ne bi imel vse polno razvati grešnosti. S tem v mislih pa lahko filozofiraš kot te volje. Ta se teorija filozofije. Po tej teoriji bi bila filozofija samo višja oblika oblikovanja. Oblikovanje v preobleki, ki se pretvarja, da je moralno zvišeno, dobro, namerno, utemeljeno in zdaj lahko deli na oke drugim. Pravi, hudičeva skušnjava ni samo v tem, da se predamo oblikovanju, upravljanju, obstaja še skušnjava, ki je večja od te, namreč filozofska skušnjava, da bi oblikovanje preoblekli v filozofsko modrost. V logos, ki ga je pretrgal obkovino z govoricami. In tako lahko zdaj svobodno vlada univerzalnosti, od da graja druge. Skušnjava je v tem, da bi govorice racionalizirali, legitimirali, prečistili v logos. Filozofija pa je bilo tako hudičevo najbolj subtilno zagrinjalo, ki zakriva pravo naravo. Problem logosa bi tako bil njegov utrejeni boži, njegovo skrivno zavezništvo z govoricami.
njegova nemožnost, da bi se jih potresel, nezmožnost, ki jo prekriva s tem, da govorice gentrificira. No in tako bi bili obe plati velikega drugega, ki smo dozdel na ostri opoziciji brez skupne mire, dejansko skrivno povezani in se potihoma podpirali. Po pasji teoriji jezika je vsa realnost v zadnji instanci pač pasja realnost, pasja v etimološkem besedu pomenem cinizma, cinična realnost, cinizem pa pač je beseda, ki izvira od kinos, od psa. No, ta zgodba ima en neverjeten postskriptum, s katerim se v enem koraku gledal na psihoanalize. Eden najzgodnejših dokumentov o Freudovem mladostnem razvoju je njegova korespondenca z Edwardom Zilbersteinom, ki je bil Freudov sošolec v gimnaziji in potem Karelov univerzi. Njeno dopisovanje se je začelo leta 1871, ko je bilo Freudu 15 let in je trajalo 10 let, do 81. In to je bilo zelo tesno prijateljstvo z intenzivno pisemsko izmenjavo. In ta dva mlada fanta sta se v šoli učila že latinščine, grščine, francoščine, angleščine, pa to jima ni bilo dovolj. Odločila sta se, da se boste učila še španščine in to, kar iz učbenika. In sta ustanovila Akademija Espanjola, ki je imela samo 2 člana. Pokrok temu je imela pečat institut. In se odločila, da se boste dopisovala v španščini. Njena španščina je bila precej nerodna, z novimi napakami, s časoma sta precej napredovala. No, skratka, učila sta se iz učbenika in ta učbenik, ki sta ga uporabljali, vseboval kaj drugega, kot odlomek iz pogovora 2 psov. Se kot rečeno, remek dela paradnega konja španske literature. In tako sta se dogovorila, da se bosta sama postavila Bogu tih 2 psov, tako da sta pismo podpisovala Freud kot Scipion in Zilberstein kot Breganca. To je bilo nadostno dopisovanje, čima zadeva sedanje pripetljaje prve ljubezni in seveda še boje kaj drugega kot obilico, govoric in tračo, pač v duhu obeh psov. Korespondenca nudi pogled v Freudov razvoj pred psihoanalizo in lahko bi rekli rojstvo psihoanalize iz duha 2 psov. Ali rojstvo psihoanalize iz duha govoric, ali pričanje o neločljivosti lingvističnega velikega drugega njove obrekljive sence, neločljivosti govorice in govoric. Cervantesova psa ste videti kot prava botra psihoanalize. Moramo se spomniti, da etimologija angleške besede gossip izhaja iz gossip, se pravi botrstvo, kot godfather, gossipnik. Se pravi, botra še pred njenim rojstvom in ne bi si mogli zamisliti imenita še botra. Ne bi mogli centralnega vprašanja psihoanalize na zadnji formulirati tako, kot smo ga tukaj, veliki drugi in njegov manko, veliki drugi in njegov simptom. Dobro, da pridemo naposled do današnjih časov. Kaj vsega tega sledi za naše čase? Kaj to pomeni za naše sedanje zagade? Lahko bi rekli, nek 4. stadij v tem grobo skiciranem preletu dobre zgodovine, govoric o Shakespeareu, po Maršeju, po Kafki, da o psih niti ne govorimo. Te sedanje zagade smo poskusili postaviti v neko historično perspektivo, skozi vprašanje statusa velikega druga. In recimo, je bil z početka Logos, drugo ime za velikega drugega, tudi v tisti drugi, ki ga je skušali uveljaviti filozofijo v svojem nastanku kot osnovo prave vednosti in ki postaje podredoval našo zahodno zgodovino for better or worse. Ampak vse od začetka je Logos spremljal njegov dvornik, ki priča že Sokratova usoda, ki so jo zapečali govorice. Recimo, da je svetljenski druga verzija velikega drugega, njegova moderna verzija, zaupanje v moč uma in njegova napredovanje, odprto znanostjo, za umno demokratično ureditev, z ekonomsko racionalnostjo in obetom svobode in prosperitete. Ker svetljenstvo je imelo svoj trenutek zmogoslavja, opravilo naj bi
s tradicionalnimi avtoritetami, patriarhalnih očetov cerkve, kraljev, transcendence in z njihovimi zapovedmi in predpovedmi izpostavilo vladavino recimo pravega velikega drugega uma znanosti demokracije. Toda, ali ni vsa poslejšnja zgodovina moderna, pobedne videti kot dolga zgodba o usihanju, zatonu, propadanju tega drugega in ostajanju njegove sence. Kaj imajo govorice z razsvetljenstvom? A ni že Figaro emblematično opravil z njim? Vse splošna pismenost in izobrazba, mogočni orodje razsvetljenstva, ste imeli že drugo plat. Prav tisk se je vse hitro izkazal kot idealni medij širjenja govoric. Da zopet navajam še literarne reference v Balzakovu roman Izgubljene iluzije, ki nam lahko služi kot nek zgovorni indikator, napisan v 1830 letih. V njem mladenič Lucien Lamprey pride iz province v Pariz, v upanju literarno kariero, s katero ni nič, tako da se začasno zapusti pri časopisu. In kaj vidimo? Kaj vidimo, kako se v času restauracije, se pravi Francija 1820-30 let, kako se je neznansko razmahnil v meni tisk, kakšen ogromen pogon je to bil, kako je ves žurnalizem temeljil na brezsramnem razpihovanju škandalov, na govoricah, na tračih, na insinuacijah, uničevanju ugleda, na intrigah, vse za hitri profit. In trenutek je zgovorno, ker je to bilo prvič v zgodovini, bilo tehnično mogoče tako hitro natisniti ogromne naklade in prvič, da je splošna pismenost dosegla takšno ravno, da je omogočila to bliskovito množično širjenje. In ni čudno, da so bili mnogi že tedaj zgroženi nad poplavo fake news in so bili plat zvona o postfaktičnem, postresničnostnem svetu, ki da je fatalno nastopil leta 1830 v Parizu. In Balzac, ki se je sam spustil v žurnalistične posle, sicer to neuspešno, je zelo dobro vedel, o čem govori. In Hegel, ki gre, da ne bi omenil vse Hegla, ki je umrl leta 1831, je slovito pripomnil, da je branje časopisov nadomestilo jutranje molitev, da je jutranja molitev modernih časov. Ta Balzacov historični trenutek je zgovorom glede tega, kako hitro so se razsvetljenske ambicije po zmagi v francoski revoluciji razbile na čereh kapitalistične globalizacije. Izgubljene iluzije je emblematični naslov, ki opredeljuje celo dobo. In nedavno je bil po tem romanu posnetu francoski film Izgubljene iluzije, zvezdniško zasedbo, Gerard Depardieu, sem razlikovec. Film je zanimiv zato, ker je skušal zavestno postaviti ogledalo sedanjim časom in potem paralelo s tistim momentom izpred skoraj 200 let. In takratne metode so videli še malo amaterske, primeri s tem, kar je sledilo, in stojijo na začetku nekega procesa, ki se je razvijal in krepil še dalje bolj nezadržno poplavo v mediju v vseh oblikah in z njihovo raščajočo prevlado. Kar je skozi 20 stoletje proizvedlo vse splošno mediatizacijo sveta. Najprej s tiskom od Lucien Lampreya preko državljana Keyna, katerega model je bil pač ta medijski baron William Randolph Hearst iz 30 let, tja do sedanjega pomagi Ruperta Murdocha. Na to televizijo, ki je izpostavljala učinkovit vojnik realnosti, bolj realne od realnosti same, in ko se je stoletje bližilo koncu, se je ta proces stopnjeval z internetom in v novem stoletju dosegel nove širjave z bliskovitim razmahom družbenih omrežij. In kar zadeva zmožnost širjenja govoric, se vse dosedanje oblike lahko skrijejo pred učinkovitostjo teh novih medijev, ker se vse dogaja instantno v nepojmljivo velikih količinah, še dodatno za roboti, tako ni več potrebno po človeški delovanju, dovolj so algoritmi. In internet. Kaj je internet? Internet se je sprva spet kazal kot nadaljevanje razsvetljenstva, kot obet emancipacije, demokratizacije, kot tisk, kot utopična obljuba splošne dosegljivosti informacije in spektakularnega olajšanja komunikacije. Potem pa v svoji kratki zgodovini vsega par desetletij, kot da postal predvsem talec senčnega drugega govoric.
V neverjetnem kratkem času je pravil pot od Jakobsona do Britanca. Od optimizma novega orodja razvojenstva do najbolj učinkovitega reševalca govorice za od. Facebook, YouTube, Twitter so nastali leta 2006, WhatsApp 2009, Instagram 2010, TikTok 2016. Vsi so zelo nedavni fenomeni in nas vplivajo, kako si pa manj kot 2 desetletji od njihovega nastanka. Ne moramo več predstavljati naših javnih in privatnih življenj brez njih. Najbolj še brez precedensa v človeški zgodovini, da bi neizmerne množice ljudi, večina svetovnega prebivalstva, vključno z javnimi službami in politiki, na čelu s politiki, na čelu s predsedniki držav in vlad, prostovoljno preselili ogromno del svojega javnega in privatnega življenja, na peščico platform v privatni lasti, ki temeljijo na algoritmih, ki niso javno dostopni in ki so predmet masivnega nadzorovanja, kontrole, tržne eksploatacije in manipulacije. In vse to je kratko pripomoglo k temu, kar bi lahko poimenovali vsesplošno rumorizacijo družbe. Njeno pogovoričenje. To je točka, do katere sem hotel nazadnje priti skozi ta zgodovinski štirkurs. Rumorizacija, kjer so govorice postale nespremljajoča senca, tebe splošni odzadnji šum, ob katerem so vse bolj stapljali in izginjali nekatere ključne razlike. Vednosti mnenja, obe entiteti, ki je filozofija v svojem rojstvu tako ostro razločila, sta čedalje bolj postali manifestaciji tretje entitete, govoric, ki kot da deluje kot njim posrednik. O tem se bolj padajo tudi druge razlike, med javnimi in privatnimi, med relevantnimi in irelevantnimi, med preverjenimi in nepreverjenimi, med spodobnimi in nespodobnimi, med informacijo in govorico. Vse to pa so ravno ločnice, ki so držale po konci presežnost velikega govora. Tako ob njegove grškem začetku, kot ob njegove presvetljenske renesanse. Ob tem se je sesedla tudi ločnica med akterjem in gledalcem, producentom in konzumentom. Svoj čas je zdaj obstaja izraz producers and users, vsi smo aktivni in pasivni obek, aktivni uporabniki in pasivni spremljalci. Svoj čas je ob tem se je sesedla ločnica med akterjem in gledalcem, producentom in konsumentom. Svoj čas je obstajala velika zareza med publiko in javnim medijem. Zelo redki so bili na televiziji, ostali pa smo jih gledali. Zelo redki so pisali časopise, ostali smo množično brali. Danes pa smo vsi akterji in gledalci obeni. Vsi produciramo, vsi konzumiramo, vsi smo voyeurs, vsi smo ekshibicionisti in te vloge menjavamo iz minute v minuto. Včasih si lahko rekel, moj friend je bil včeraj na televiziji. Zdaj pa ne moraš reči, moj friend je bil včeraj na internetu, na Facebooku. Vsi smo nenehno in kar naprej na netu in na Facebooku. Pa če hočemo, ne, če nočemo, ni vrag, da bo še prej že prišlo do nas. Internet nima zunanjosti, neutralnosti. In daleč od tega, da bili prejšnji množični mediji kaj nedolžnega, vse prej po to, ampak zdaj jih je preplavil plast novih medijev, ki dajo ton, s katerimi smo zares stopili na novo stopnjo vse splošne rumorizacije. Govorice so kot da pogoltnile govorice, še dalje težje je slišati, skozi njihov glasni šum. Rumorizacija je postala splošni način vzpostavljanja družbene iluzije. Videli smo, kako so mnogi oblikovali in tarnali že v Parizu 1830 let, v času komaj nastalega kapitalizma, kako da komaj spostavljeno vladavino uma jemlje hudič s pričo grozečega upada avtoritete uma v poplavi tiska, samodejno bergancovsko tendenco pomenu. Pa lahko bi ironično segli še dlje, zdaj v čase Platna, ki ima že sama pisava, tam tedaj bolj nedavna tehnična iznajdba, prav obratno predstavlja veliko nevarnost za resnico, prekeščo pogubo za filozofijo, ki bi se morala dogajati v živem dialogu. Videti je, kako se skozi zgodovino vsak tehnološki izum, poleg obeta napredka, obenem spremljali obeti katastrofe in propada. Bolj ko je napredoval veliki drugi, bolj se je širila tudi njegova esenca, močnejša in nevarnejša postaja. Lahko bi rekli, da nič ni novega kot sonca, tem, da nova tehnična telesa ogrožala mnogi svetov.
kako bi rekli, logos je bil ogrožena vrsta že na samega nastanka filozofije. Propadanje logos je stalo toliko kot logos sam. Pa vendar, morda pa ta novi global rumorizacije, vendar je predstavlja neko novo rado, ker so nova fakulteta, glede hitrosti globalnega obsega, masovnega obsega, nemara preliva v kvalitativno drugačen okvir. Govorice so le en, nemara posebej zgovorno vstop v to kalobocijo, v kakofonijo tračev in podob, ker nič več ne nosi pečata velikega bluda. Diagnoza bi lahko malo preostrena provokativno strmih okolja. Več kot informacij, manj nevednosti. In v vsej zgodovini še nikoli ni bilo na voljo toliko informacij kot zdaj. Vse informacije so dosegljive, na konicah prstov, vsi lahko vse vemo, ampak kot da bi izgubili svojo simbolno učinkovitost, zmožnost transformacije. In dalje, več kot komunikacija in še nikoli v zgodovini ni bilo toliko komunikacije kot zdaj. Utapljali so komunikacije. Bolj preti razpad osnovnih družbenih jezikov. Izpomnimo se, da sta bili komunikacija in informacija po Jakobsonu osnovni funkciji jezika. Zdaj videli, da ni problem v njunem pomankanju, nasprotno imamo jih v tolikšnem preobilju, da so se prevrnili v svoje nasprotje. Overkill je odlična angleška beseda. Tolikšna prevečnost, da ugonavlja. In kot da bi pribitek Jakobsona spet šel na roko veganci in pasi, se pravi civični, teoriji govorice in govorice. Se lahko iz te dolge zgodovine govoric, če se naučimo, lahko potegnemo kakšen nauk, zato se dan na najtežji preizkušnja, koliko je bilo v tej dolge zgodovini govoric s propadom z logosom. Ali pa bo tako, kot je rekel Hegel, da se iz zgodovine ne moremo ničesar naučiti, razen pač tega, da se iz zgodovine ne moremo ničesar naučiti.